Moram reči, da sem se res ustrašil, ker je tekla proti meni, se je točno pred mano, meter pred mano ustavila in sklonila glavo. Šele po nekaj sekundah sem ugotovil, da se je prišla potolažiti. Takrat sem vedel, da mi zaupa. Dobrodošli na Slonji soboti. V zadnji epizodi smo spoznali Gangino zgodbo oziroma njene korake skozi čas in tudi njeno slonjo družbo. Danes pa se posvetimo družini, ki je ob njej vsak dan. Ganga namreč zaupa skupini predanih oskrbnikov, ki jo poznajo bolje kot kdorkoli drug. V primerjavi z drugimi sloni, ne samo v drugih živalskih vrtovih ali pa v divjini, ima Ganga zelo ljubečo človeško družino. Naj začnem po hierarhiji od največjega navzdol. Tukaj je v prvi vrsti oskrbnik Robert Prašnikar. No, potem sem že jaz. Jože Kraševec. Anže Rupnik. Janez Lovšin in Peter Mažič. To smo zares družina, ki jo ima Ganga sedaj. Za Gango nas skrbi 6 oskrbnikov, s tem, da 3 smo njeni oskrbniki, 3 so pa fantje, ki so prišli kasneje, tako da delajo v zaščitenem kontaktu, se pravi, da z njo nimajo fizičnega stika, se vse dela preko zaščitene bariere. 3 smo pa skrbniki, ki z njo delamo že dalj časa, ki nas pozna že 20 in več let, tako da z njo delamo v prostem kontaktu in smo nekje njena družina, ki nas sprejme med sebe, nam zaupa in nam pusti delati z njo v prostem kontaktu. Ja, za Gango sem vedel že prej, saj sem v živalskem vrtu opravljal praktični pouk na srednji veterinarski šoli, tako da sva se prvič srečala že nekje v letu 1994. Ja, za Gango sem vedel že prej. Preko društva akvaristov sem skrbel za akvarije, občasno pomagal oskrbnikom in tako sem spoznal tudi Gango. Za Gango sem vedel že prej, ker sem tudi kot dijak opravljal prakso v živalskem vrtu. Tako da sem se srečal že takrat z njo. Sem vedel že od začetka, da je ena od prebivalk v živalskem vrtu Ljubljana. Ko sem se šolal za veterinarskega tehnika, samo takrat je bilo samo oddaleč, ni samo priložnosti priti bližje. No. Že v otroštvu sem bil star 5-6 let, ko smo prvič obiskali živalski vrt z družino. Kot oskrbnik začetnik najprej nisem delal z slonico, ampak sem delal na skupini ptiči. Ampak me je vedno nekaj gnalo v Gangi, tako da sem skoraj vsak dan prihajal do nje, iz skrivaj prinesel kakšen priboljšek, jo pobožal po trobcu in tudi Ganga me je na videz rada videla, tako da me je kmalu povabila v svojo ogrado, kar sem seveda izkoristil in od takrat naprej v bistvu sva kar hitro imela nek tak odnos in sem si želel delati z njo, kar se mi je tudi kmalu uresničilo. Prvo srečanje z Gango ni bilo preveč prijetno. V notranjem delu, v hlevu, smo stali z oskrbniki, se pogovarjali. Bil sem obrnjen s hrbtom proti njej, ko je prihajala v hlev in zamahnila s trobcem proti meni. Na srečo me je zgrešila, verjetno samo kot opozorilo. Še danes čutim piš vetra okoli moje glave, ko je zamahnila s trobcem. V študentskih letih, ko sem delal največ na skupini Parklarji, ko oskrbuje Gango, potem sem pa v bistvu se odločil in zaposlil z našo gospo Gango. Ko sem delal kot študent oskrbnik, spomnim se, da sem si zapomnil, kako izjemno velika je od blizu. Njen dotik, njen von, to vse mi je ostalo še do danes v spominu. Osvajanje veščin treninga Gange lahko rečem, da je bilo večinoma spontano. Ganga je ponujala vedenja kot dvigovanje nog, se je ulegla na tla,
takrat smo ta moment izkoristili, dodali besedni ukaz, jo nagradili s priboljškom in sčasoma je osvojila tak ukaz. Ja, bilo je v začetku 90-ih, Ganga je bila takrat zelo nepredvidljiva, na trenutke celo groba in velikokrat smo jo mogli z neko finto pripraviti do tega, da je kaj naredila ali pa ji pokladati hrano takrat, ko jo ni bilo v istem prostoru s tabo. No, zares se je pa začelo po negi nog leta 1994, ko smo jo zaradi nege nog uspavali. No, potem sem več časa namenil druženju z njo in preko igre sem spoznaval načine treninga, pa tudi iz tuje literature, veliko iz tuje literature. Gango sem srečal že takoj na začetku, ko sem se zaposlil. Potem pa sem velikokrat pri njej delal. Leta 2014, ko sem postal stalni oskrbnik in trener Gange, so v bistvu rabila zelo malo prehoda, no, da mi je zaupala in pa tudi, da me je ubogala. Sva imela, bi lahko rekel, eno leto rangiranja med seboj, ampak nikoli pa ni bila niti malo agresivna do mene ali pa karkoli drugega. Tako da zdaj si pa v bistvu zaupava. V bistvu pa jaz zaupam in ona meni. Vsak oskrbnik začne s svojim mentorjem, pri slonih je to še posebej pomembno. Tako da sem v bistvu prve pol leta delal tesno z izkušenejšim oskrbnikom in osvajal vse veščine njene oskrbe in treninga. Prvi koraki so bili taki mehak prehod, ker sem bil prisoten z izkušenimi oskrbniki. Tudi sedaj še vedno skrbim za Gango v prisotnosti na free kontakt, če so izkušeni oskrbniki zraven. Če sem pa sam, sva pa tudi tako pozorna, da ne prideva v istem prostoru skupaj in lepo sodelujeva. No? Moji prvi koraki z Gango so bili varstvene narave, v bistvu prezapiranje, kako jo zapirati, kontrolirati, nekje, da se ne srečava v istem prostoru, da lahko v miru delava en z drugim. Moram reči, da sem ta občutek dobil kar hitro. Ne vem zakaj, ampak do Gange nikoli nisem čutil nekega strahu. Vedno sem se počutil pri njej zaželjen. Tudi sama je vedno pokazala, da me ima rada v svoji bližini. Se je hitro razigrala, tako da moram reči, da v prvih letih dela z njo sva bila že kar tesno povezana. No. Je pa tako, ne. Zaupanje ne moreš dobiti, lahko ga pa pridobiš. To je bil res izjemen občutek. Nekega jutra je na Rožniku močno počilo. Ganga je bila v zunanjem delu ograde, jaz pa sem čistil notranji prostor. Kar naenkrat je pritekla čez vrata v notranji del. Moram reči, da sem se res ustrašil, ker je tekla proti meni, se točno pred mano, meter pred mano ustavila in sklonila glavo. Šele po nekaj sekundah sem ugotovil, da se je prišla potolažiti. Takrat sem vedel, da mi zaupa. Obojestransko zaupanje mora tukaj biti. Zdaj, če se človek boji slona ali pa tudi katerekoli druge živali, to živali čutijo. In potem tudi drugače reagirajo. Če pa si ti sproščen in zaupaš živali, pa da si v bistvu dober do nje, bo hitro ti zaupala in te spremljala. Kot sem že prej omenil, nekaj let sva imela malo rangiranja. Me je sprejela takoj, nikoli ni pokazala agresije, ampak potem pa tudi mi je zaupala, tudi če so bili kakšni dogodki, recimo če je bil kak bagar tukaj v bližini, ki se jih malo boji, ali pa karkoli drugega, se je velikokrat k meni stisnila in takrat je bila ona pač mirna in je s tem tudi pokazala, da ima zaupanje v meni in neko tolažbo. Prvič sem dobil ta občutek še kot študent, ko me je sprejemala v svoji bližini z drugimi oskrbniki seveda. Ta čista pravo zaupanje pa, ko mi je prvič v bistvu dovolila, da sem z njo sam izvedel celoten trening. Mi je sodelavec
razlagal, kako je njemu butala, kako je sanjal po noč in pri meni ni nikoli tega počela. Tako da ali imam srečo ali je ta prava kemija med nama.